Dobrodošla v podcastu Vse je v redu. To je podcast, kjer bomo skupaj iskali navdih, notranji mir, premagovali strahove in gradili zaupanje vase, v druge in v življenje. Vodim ga Vida Igličar, grafična oblikovalka in ilustratorka, zagnana iskalka smisla in notranjega miru. Skozi izzive, ki mi jih življenje prinese na pot, aktivno in kreativno iščem pot naprej. Ob izidu knjige, ki ima prav tako naslov Vse je v redu, sem želela ustvariti še ta navdihujoč in podporni prostor, podcast, kjer upam, da bom skozi razkrivanje svoje ranljivosti in svojih preizkušenj pripomogla k zmanjševanju stigme na področju duševnega zdravja. Predvsem si želim, da ti dam vedeti, da v stiski nisi sam oziroma sama. Vedno bom hvaležna za tvoj čas in za poslušanje. Če bi z menoj želel oziroma želela podeliti, kakšna se ti zdi vsebina, če se v njej najdeš ali te ta nagovori, če imaš kakršnokoli vprašanje, mi lahko pišeš na Instagramu, kjer me najdeš pod imenom Vida Igličar. Vesela bom tudi, če moje ustvarjanje podpreš tako, da se na podcast naročiš ali pa ga podeliš s svojimi bližnjimi. Preden začnem, naj poudarim, da nisem zdravnica, ne psihiatrinja ali psihoterapevtka. Tematike duševnega zdravja razkrivam skozi oseben pogled in lastne izkušnje. Verjamem, da je moja največja kvalifikacija predanost. Predanost delu na sebi, iskanju smisla in boljšega življenja ter pripravljenost na pogovore o občutljivih temah. Če se kadarkoli znajdeš v hudi stiski, se obrni na strokovno pomoč ali pokliči na eno od številk za pomoč v duševni stiski. V današnji epizodi bom poskusila odgovoriti na po eni strani zelo preprosto, po drugi strani pa kar kompleksno vprašanje, in sicer kako skrbeti oziroma kako jaz skrbim za duševno zdravje. Jaz za duševno zdravje nisem načrtno skrbela, dokler nisem bila soočena z izzivi. Danes pa mi je to ena od bolj pomembnih vrednot. Načine, ki jih bom danes podelila s teboj, sem odkrivala in preizkušala in raziskovala, kako pomembni so, v največji meri prav skozi preizkušnje. Skrb za duševno zdravje sem razdelila na 7 načinov, iztočnic oziroma področji, ki se mi zdijo pomembna. V prvem delu so tiste bolj praktične narave oziroma se gre za navade, ki so po eni strani zelo preproste in logične, po drugi strani pa lahko tudi zahtevne, ker od nas potrebujejo vsakodneven trud. Včasih razmišljam, kako smo zanimivi ljudje, da v resnici velikokrat vemo, kaj je dobro za nas, pa se vseeno včasih odločimo iti v drugo smer. To opažam pri sebi in pri drugih, recimo glede prokrastinacije, torej odlašanja z nalogami, ki so pomembne. Potem recimo glede časa, ki ga preživimo na telefonu oziroma na splošno za ekrani. Recimo glede tega, ko se nespoštljivo nagovarjamo v mislih, da nismo sami sebi najboljši prijatelj, da zanemarimo gibanje, uživamo mogoče kakšen alkohol ali kadimo. Skratka, neke razvade in navade, za katere nam je v glavi točno jasno, da za nas niso dobre, pa se jih vseeno poslužujemo. Pri sebi sem opazila, da je ključen faktor pri uresničevanju želja in ciljev in doseganju spremembe na bolje mindset, torej moje prepričanje oziroma odnos. Za doseg nečesa je izredno pomembno, da se želja po spremembi ali uresničitvi ne rojeva iz morala bi oziroma iz neke zapovedi, ki bi prišla od zunaj, naj bo to ali iz nekega splošnega prepričanja, ki ga nimamo ponotranjega oziroma se z njim ne strinjamo zares, ali pa iz pričakovanja drugih. Želja se mora rojevati iz nas samih, da je res skladna z našimi vrednotami. In še nekaj se mi zdi pomembno, in sicer, da verjamemo, da si to, za kar si prizadevamo, tudi zaslužimo. Da smo vredni tega. Ker če bomo zase mislili, da si želimo in si zaslužimo počutiti dobro, potem bomo na ta način tudi živeli. Ne bomo vase vnašali škodljivih stvari ali pa se grdo nagovarjali, kaj šele kaznovali.
In to, a verjamemo, da smo vredni in si zaslužimo dobro oziroma le najboljše, je nekaj, kar sem opazila, da mogoče nekaterim pride bolj zlahka kot drugim, ki se moramo mogoče za to malo bolj boriti oziroma potruditi. Poznam ljudi, ki so od nekdaj videli svojo vrednost in posledično niso imeli težav, mogoče z samodestruktivnim vedenjem ali pa odnosi, kjer jih recimo drugi ne bi spoštoval in pa ne bi znali oditi stran. In seveda so tudi odnos do sebe imeli lep in spoštljiv, tako kot ga imamo na primer do svojih najboljših prijateljev. No, jaz ne spadam v to skupino, se mi zdi, da sem skozi odraščanje večkrat mogla spuščati negativna prepričanja in da sem nekje dosti zgodaj na svoji poti ponotranila, da moramo svojo vrednost upravičiti in sem se potem zavestno zavzemala, da sem to prepričanje presegla oziroma opustila. Da se vrnem nazaj k svojim 7 načinom, kako skrbeti za duševno zdravje. Prvi je kvaliteten spanec. Kdaj sem jaz ugotovila, da je skrb za spanje pomembno? V bistvu šele, ko sem že leta zelo slabo spala in sem potem le stežka uspela nazaj vzpostaviti kvaliteten spanec. Moje težave s spanjem so se začele, ko sem se preselila v Anglijo. Jaz sem bila od nekdaj bolj jutranji kot večerni tip osebe in ko sem prišla v Anglijo, sem prvo leto živela v študentskem domu s 6 cimrami. 5 je bilo Angleži, 1 Čehinja in one so vse hodile pozno spat. Pozno govorim nekje okrog polnoči 1, to je bilo zame kar pozno. Zvečer so se še pogovarjale in ker jaz nisem želela biti ena tista čudna, ki edina hodi zgodaj spat in zaradi tega mogoče zamuditi kakšen pomemben pogovor, sem se trudila ostajati budna dlje, kot sem bila vajena. Ko smo pa potem dobro zaštartali študijsko leto in so se začeli prvi izpiti, so nekatere izmed njih pred roki za oddajo projektov kar delale celo noč, zjutraj šle potem na faks, oddale projekt in šele potem spat. One so sicer za to ponavadi imele razlog, ker so delo na projektu puščale za zadnji trenutek in tiste noči zadnje res še ogromno naredile. Medtem ko sem jaz ponavadi s projekti sicer že zaključila par dni pred rokom, ampak sem vseeno spet, ker nisem želela biti izločena ali čudna ali ne vem kaj, sem si rekla, da bom pač še malo nadgradila svoje projekte in skupaj z njimi potem delala pozno noč, redko sicer prav do sončnega vzhoda ali pa prav do oddaje, ampak recimo do 4-5 zjutraj, potem sem šla za par ur spat in nato na faks oddati projekt. In od takrat naprej sem se jaz dolgo obdobje potem zbujala ob teh urah, ob katerih sem v določenih obdobjih hodila spat. Pa ne vem niti, a je to sploh povezano, ali se je samo zaradi porušenega ritma takrat začelo dogajati, da sem se zbujala na par ur. Porušen ritem in to zbujanje je potem trajalo vrsto let, čez celoten 4-letni študij in potem še par let, ko sem bila že zaposlena na Pristopu. In verjamem, da so bile tudi težave s spanjem en mali košček v mozaiku, ki je potem pripeljal do izgorelosti. Meni se je spanje potem uredilo po eni taki zanimivi zgodbi, jo bom mogoče delila v kakšni drugi epizodi, ampak glavno je bilo, da sem po dolgem času razmišljanja, kako naj rešim to svoje spanje, prišla do uvida, da je recept dokaj preprost. Samo izklopiti moram te svoje misli. Sicer to seveda ni vedno tako enostavno, ampak že samo to spoznanje mi je dalo usmeritev in neko pomiritev, da mi ni treba za voljo boljšega spanca življenja postavljati na glavo in ne vem kaj spreminjati, samo pač zvečer, ko grem spat, ko je čas za tišino, da pač poskušam takrat umiriti svoje misli. Je pa res, da jaz takrat še nisem imela težav s tesnobo, tako da mi to umirjanje misli takrat ni povzročalo toliko velikih težav. Je pa po tem uvidu šlo s časoma res precej na bolje. Kako danes skrbim za spanje?
Vse, odkar sem pustila službo in imam pač zelo svoboden urnik, kar striktno vseeno hodim spat med 10 in 11 zvečer in ostajam med 6 in 7 zjutraj. Še vedno imam sicer bolj rahel spanec, ampak recimo, da večino noči spim v kosu. Ne spim v popolni temi, tako da me ponavadi zbuja svetloba, kar je vsaj meni super. Sem hvaležna, da imam trenutno ta privilegij, da se ne zbujam ob budilki. Moji trenutni izzivi na področju spanja, včasih se mi zgodi, da toliko sanjam, da se zbudim kar utrujena od vseh zgodb. Včasih se mi recimo tudi zgodi, da imam zjutraj občutek, kot da sem celo noč o nečem rahlo razmišljala in da nisem za dalj časa padla v globok spanec. Glede tega ne vem točno, kje je razlog, niti a je potrebno iskati neko rešitev, ampak to je mogoče glede spanja trenutno tisto, kar me občasno zmoti. Naslednji način, kako skrbeti za duševno zdravje, je redno gibanje. Moja zgodba s športom se začne dokaj povprečno v času osnovne šole z raznimi obšolskimi dejavnostmi. Ob nekdaj sem bila kar gibčna in zato je bila prva izbira za vpis na trening gimnastike. In najprej, če se ne motim, v 1. razredu, pa potem še enkrat v 5. Ne spomnim se, a je bilo ključno, da sem jo opustila to, da se mi je med ogrevanjem ves čas vrtelo, že ko smo postavili tisto vrsto blazin in smo mogli delati prevale enega za drugim, ali pa ko sem si potem na treningu v 5. razredu zlomila roko. Naslednji šport, v katerem sem se preizkusila, je bila odbojka, to je trajalo par let. Naslednji šport pa so bili potem latinskoameriški in standardni plesi. Pri plesu sem sicer uživala, ampak v resnici ne toliko na treningih, kot sem uživala predvsem v predstavi sebe kot plesalki. Zelo sem imela rada film Umazani ples in pač sem si želela biti kot ta glavna igralka. Da sem po vrsti let treniranja ples opustila, je razlog tragična zgodba, in sicer, ker je moj soplesalec umrl. O tem govorim v drugi epizodi. Po tem dogodku si nekako nisem predstavljala, niti si nisem želela, da bi s plesom nadaljevala, vsaj ne na kakršenkoli resen način. Je pa zanimivo, da še danes zelo, zelo rada gledam posnetke ljudi, ki plešejo. No, potem sem se pa začela ukvarjati z jogo, nekje pri 20 in nekaj letih. In ko sem začela hoditi na jogo, sem prvič ugotovila, kako je, ko res uživaš v nekem gibanju. To sem spoznala, ko sem ob vsakem obisku tečaja želela, da čim manj govorimo, da je čim manj nekih uvodnih pozdravov in govorjenja in da čim prej začnemo z vadbo. Za razliko od gimnastike, odbojke in včasih tudi plesa, ko sem si želela, da bi pa ogrevanje trajalo čim dlje in da bi s tistim, kar zaradi česa naj bi prišli, čim dlje odlašali. In iskreno ne vem, kako to, da leta treniranja nekih športov nisem pomislila in prepoznala, da mi pač določene oblike gibanja niso bile pisane na kožo in da bi me to spodbudilo, da bi šport prej zamenjala in iskala nekaj drugega. No, potem, ko sem se srečala z jogo, sem končno znala izbirati način gibanja in začela zasledovati občutek, ko komaj čakaš, da začneš z vadbo. Pomembnost gibanja sem odkrila v času bolniške zaradi zgorelosti. Takrat sprva sploh nisem imela energije in volje za kakršenkoli šport in sem bila res hvaležna, ko sem enkrat spet imela nazaj energijo do te mere, da sem lahko hodila vsaj na sprehode. In sprehoda sem takrat res zelo vzljubila. Ko sem pa slišala še, da 12.000 korakov na dan naj bi delovalo podobno kot ena tableta antidepresiva, sem si to število korakov celo postavila kot en cilj, ki ga redno zasledujem. Danes se po gibanju enostavno počutim dobro in je to tisto, kar me motivira, da za vsako naslednjo, da se vsakič naslednji spet spravim gibati. Ko hodim v hrib, prav čutim, kdaj pride do točke, ko začnejo šibati endorfini in se mi ni treba prepričevati ali pa spodbujati, da moram športati, ampak si tega res zaželim. Telo mi da vedeti,
kdaj je čas. Tudi mi da vedeti, kdaj je čas, da se grem prešvicati. In gibanje se mi zdi, da mi je steklo, ko ni prišlo več iz morala bi, ampak iz iskrene želje, ker želim dobro sebi in svojemu telesu. Svoje telo želim ohranjati agilno in živo in tako se počutim ali ko grem teč, ali ko grem hoditi kam v hribe recimo. Moje misli so po aktivnosti bolj mirne, jasne in počutim se zadovoljno. In še ta velika prednost se mi zdi športa, da po vsakem gibanju pride boljše počutje instantno in pač se mi zdi, da je tako nekako zagotovljeno. Kako danes skrbim za gibanje? Vse od izgorelosti naprej se res redno gibam. Trenutno 2-krat na teden hodim na bližnji hrib in sem celo tik pred uresničitvijo, da grem 100-krat v enem letu na en in isti hrib, na Križno goro, to je mislim, da 600 in neki visok hrib, tukaj blizu Škofje Loke, kar nanese približno 2-krat tedensko. Poleg tega sem lansko leto postala navdušenka nad kolesarstvom, tudi sicer poleg tega lokalnega hriba rada hodim tudi druge hribe, trenutno pa še redno izvajam pilates, predvsem zaradi občasnih bolečin v križu. Moji trenutni izzivi na področju gibanja jih iskreno ni, mogoče razen te občasne bolečine v križu. Ampak še to ne vem, če bi rekla, da je izziv, mogoče bolj motivacija, da se trudim čim bolj redno izvajati še doma neke vaje za stabilizacijo in krepitev trupa. Naslednji način, kako skrbeti za duševno zdravje, je zdrava prehrana. Jaz sem na tem področju imela kar precej izzivov. O njih bolj v detajl pišem v svoji knjigi Vse je v redu. Ne rada rečem ali pa izpostavim, da sem imela motnje hranjenja. Ne vem zakaj, ampak mi na tem področju ta tip nalepk ni najbolj všeč. Vsekakor pa lahko rečem, da sem imela nezdrav odnos do hrane in do svojega telesa. Vrsto let sem svoje telo izrabljala. V iskanju kontrole sem to kontrolo že v mladih, predvsem pa najstniških letih izvajala nad telesom. Skozi odrehanje hrane in uresničevanje nekih zunanjih pričakovanj sem skozi telo iskala pot do ene perfekcije. Tu v odnosu do hrane imam tisti oprijemljiv dokaz za to, da se sprememba na bolje zgodi, ko verjamemo, da si jo res zaslužimo in da smo jo vredni. Jaz sem zaradi nezdravega odnosa do hrane že pri 16 obiskovala psihoterapijo in težave so se zares rešile šele, ko sem šla na študij v tujino. V knjigi delim en tak mali, ampak zame pomemben dogodek, ko se mi je enkrat v Angliji odkrušil zob in ko sem v ogledalu uzrla svoje krhko telo, sem bila končno pripravljena na to, da si neham škodovati. Leta psihoterapije, opora družine in predvsem cimer v Angliji, ki so vedle za moje težave in mi bile na tisti točki res v močno oporo, so pomagale, da sem s časom začela končno v hrani videti nekaj, s čimer se krepimo in s čimer lahko skrbimo zase. Sem pa šele potem, ko sem že vzpostavila zdrav odnos do hrane, še naredila velike korake naprej. Prvi pomemben korak je bil, da sem si nehala škodovati. V zadnjih letih, predvsem po izgorelosti, pa sem se začela s hrano res razvajati, v tem uživati. Z veseljem posvečam čas kuhanju in pripravi obrokov in sem v hrani našla še en nov način, kako lahko poskrbim zase. Kako danes skrbim za zdravo hrano? Dnevno kuham zdrave obroke, skrbim, da jem redno, zdravo, raznoliko, res ogromno zelenjave in tega ne počnem več samo, ker naj bi bilo to dobro, ampak enostavno, ker si želim počutiti dobro. In vidim razliko v počutju, duševnem, še bolj pa telesnem, da se dobro počutim, ko jem dovolj zelenjave, ko spijem dovolj vode, ko pač se trudim jesti zdravo. Pri tem potovanju do zdravega odnosa do hrane mi je zelo pomagalo tudi to, da imam danes en
mali vrt in tam pridelujem zelenjavo, kar je v meni zbudilo še več hvaležnosti za naravo, za hrano, ki jo spremljaš od semena do na koncu izdelka, ki je vzgojeno brez umetnih gnojil, škropil, in ko enkrat res izkusiš, kako zelo je okusna ta hrana. Moji trenutni izzivi na področju zdrave prehrane, bi rekla, da jih ni. Živim zdravo, z užitkom in brez slabe vesti, jem tudi pico, kar je bilo zame vrsto let nepredstavljivo. Če bi pa želela trenutno še kaj izboljšati, bi bilo mogoče, da bi razširila repertoar mogoče kakšnih takih bolj kuharskih specialitet. Naslednji način, 4., kako skrbeti za duševno zdravje, je dihanje. A si kdaj pomislil oziroma pomislila, če na zdravje tako močno vplivajo gibanje, prehrana in spanje, da mogoče tudi dihanje, ki ga pač izvajamo ves čas? Jaz vem, da sem se velikokrat vprašala, kaj definira zdravo prehrano, katera oblika vadbe mi najbolj ustreza in kako si zagotoviti optimalne pogoje za spanje. Sem se pa mogoče šele, ko sem se začela soočati s tesnobo, začela spraševati in preverjati, kako diham in kaj pomeni dihati dobro oziroma kvalitetno. Brala sem knjigo Dihaj, v kateri raziskovalni novinar piše, da dihanje vpliva na frekvenco srčnega utripa, na prebavo, na razpoloženje, vedenje in da je dihanje stikalo za obsežno omrežje imenovano avtonomni živčni sistem. In ta živčni sistem tvorita parasimpatični živčni sistem, ki spodbuja sproščanje in obnavljanje, ter simpatični sistem, ki ima pa nasprotno vlogo in telo spravi v akcijo. Torej, ko deluje parasimpatični sistem, smo umirjeni. Aktiviramo ga s podaljševanjem izdiha oziroma z izdihom, ki je daljši kot vdih. Po drugi strani simpatični živčni sistem poskrbi, da se nas srčni utrip pospeši, da se nam izostri da lahko hitro tečemo, recimo, če se srečamo z neko nevarnostjo. In se pravi, ko deluje simpatični živčni sistem, smo v akciji. So pa naša telesa ustrojena tako, da v stanju povišane pripravljenosti ostanemo samo za kratko obdobje oziroma pač občasno. In kdor se je že srečal z intenzivno tesnobo, ki je trajala dlje časa ali pa mogoče z večjim dolgotrajnim stresom, potem imate izkušnjo, ko do recimo pospešenega bitja srca ali pa nekega potenja ne pride samo kratkočasno in občasno, ampak traja tudi daljša obdobja. Misel iz te knjige Dihaj, ki mi je res močno nagovorila, pravi, da imamo ljudje z anoreksijo ali paniko ali obsesivno-kompulzivnimi motnjami, prav te 3 diagnoze vse poveže, da imamo stalno nizke ravni ogljikovega dioksida in veliko večji strah pred zadrževanjem diha. In da bi se izognili še enemu napadu, dihamo preveč in nazadnje postanemo preobčutljivi za ogljikov dioksid, zato nas zagrabi panika, če zaznamo povišanje tega plina. To je zdaj, če povzamem, tesnobni smo, ker čezmerno dihamo in čezmerno dihamo, zato ker smo tesnobni. In to, da jaz pri tesnobi čezmerno diham, da imam pospešen srčni utrip, sem pač vedno znova opažala sama in odkar imam pametno uro, to brez izjeme potrjuje tudi ona v številkah. Ko pa pozornost usmerjamo dihanje in trud v njegovo upočasnjevanje in v poglabljanje, se moje podivjanje misli in bitje srca čist vedno umiri. In to se mi zdi, da je nekaj res lepega. Se mi zdi, da sem si jaz med iskanjem poti ven iz tega tesnobnega labirinta želela, da bi obstajal seznam 10 stvari, ki bi jih mogel narediti, da bi zmanjšal to svojo tesnobo, in sicer sem potem s časoma spoznala, da pot ni tako enostavna in da ne obstaja tega enostavnega seznama, ampak vseeno se mi zdi, da moč diha uresničuje to željo po enostavnih nasvetih. Torej, dihajmo počasneje. Če zavestno podaljšujemo izdihe in tako upočasnjujemo cikel diha, bomo aktivirali parasimpatični živčni sistem in telo spravili v sproščeno stanje.
Seveda, če pa želimo nasprotno, mogoče če se kdaj rabiš zbuditi ali pa skoncentrirati, pač poskusiš obratno, torej dihaš hitreje in delaš bolj intenzivne vdihe kakor izdihe. Avtor knjige pa je to pravilno dihanje definiral, da naj bi vdih trajal 5,5 sekunde in nato izdih 5,5 sekunde, torej to nanese približno 5,5 diha na minuto. Meni se zdi pri dihanju najbolj čudovito to, da je brezplačen in zelo preprost način do boljšega počutja, saj ko si želimo biti bolj umirjeni, in še da nam je za piko na i vedno na dosegu roke. In se mi zdi, da vidimo učinek umirjenega dihanja, ni treba, da vsak dan delamo vaje, neko dolgoročno obdobje. Se mi zdi, da je učinek viden prav vsakič, ko si vzamemo čas in naredimo par umirjenih in globokih vdihov. Kako jaz danes skrbim za dihanje? Najraje takrat, ko si vzamem čas za meditacijo in preverim, kako diham, da diham umirjeno in globoko. Se pa trudim tudi čez dan vzeti po par sekund, pol minute za mini pauzo in takrat narediti par globokih vdihov in izdihov. Moji trenutni izzivi na področju dihanja. Mogoče je to področje, kjer trenutno nimam vzpostavljene ene res redne rutine, da bi to počela ali vsako jutro ali zvečer, in se zgodi, da tudi mine cel dan, ko ne preverjam svojega dihanja. Vsaj trenutno, ker ko sem bila v obdobju res intenzivne tesnobe, sem razne dihalne vaje delala vsak dan, večkrat na dan, ker sem si pač tega želela oziroma sem imela kar veliko potrebo po tem. Trenutno pa, ker tesnoba je prisotna dosti redko, sem to potem klasično malo pustila. Skratka, tukaj pri vpeljevanju v rutino glede dihanja vidim svoj trenuten prostor za napredek. No, in prav to vpeljevanje v rutino me pripelje do naslednjega, 5. načina, kako skrbeti za duševno zdravje. In to je rutina. Imeti rutino se mi zdi res ključnega pomena za duševno zdravje. Prav danes sem zatem hodila v hribe in so se na poti pogovarjala o svojih preteklih izzivih in se strinjala, koliko je rutina pomembna. Jaz sem v obdobju po obeh nenadnih izgubah bližnjih padla v eno depresivno in zelo pasivno obdobje. Spomnim se, da me je mami vsak dan nagovarjala k temu, da bi prišla iz svoje sobe v kuhinjo, da bi imeli skupno družinsko kosilo in vsak teden, da bi pač opravljala neka gospodinjska dela, da bi pospravila en del hiše, ampak takrat nisem imela volje do ničesar. Niti v ničemer nisem videla smisla. Kosila, hišna opravila se mi je zdelo, da so pač res totalno nepotrebna, in mi je šla mami s svojim pregovarjanjem celo velikrat na živce. Jaz sem si takrat samo od drugih želela, da me pustijo pri miru, jaz sem si želela samo ležati v postelji. Oziroma si še tega nisem želela, ampak sam za to dejavnost ni bila problematična odsotnost vseh želja. In danes razumem, da je prav ta odsotnost vseh želja eden od simptomov depresije. In zavedam se, da je ohranjanje rutine lahko eden od varnostnih mehanizmov, s katerimi jo poskušamo preprečiti. Rutina pripomore k grajenju občutka varnosti in stabilnosti. In danes se zavedam, da je to v resnici tisto, k čemur je stremela mami, ko me je prigovarjala skupnim kosilom in pospravljanju. Depresivne misli so pri meni po obeh izgubah prišle toliko nenavadno kot smrt. In šele ko je intenzivno žalovanje minilo, sem začela risati vzporednice in se zavedati, da so neaktivnost, vdanost, otopelost, biti kar cele dneve v temi in ležati v postelji, da so vse to hrana za depresivne občutke in misli. Ustvarjajo idealne pogoje, da te misli se še naprej razraščajo. Tako da jaz sem po tej svoji izkušnji dna spoznala, da je za duševno zdravje pomembno ohranjati rutino. Vstati iz postelje, jo postlati, imeti čim bolj redne obroke in iti recimo vsaj na sprehod.
Te lekcije sem si takrat, potem ko sem gledala nazaj, zapomnila, in ko je čez leta prišla izgorelost, sem se te osnove res strogo oklepala. In verjamem, da je tudi to zaslužno, oziroma da je pripomoglo, da sem se po izgorelosti sestavila nazaj. Kako ta rutina izgleda, je na tebi. Na tebi je, da lahko odkriješ in si sestaviš vsakodnevno rutino, ki te bo podpirala. Lahko je jutranja, lahko je večerna, lahko traja 10 minut ali pa več ur. Kar je pomembno je, da se je držiš tudi na slabe dni. Ker prav takrat bo mogoče opravljena ta rutina vse, kar boš v tistem dnevu zmogel oziroma zmogla narediti, in je to lahko dovolj. Vsekakor je super, če je to lahko mini potrditev, mini stalnica v tvojem življenju, če se zgodi recimo, da so ti na neki točki spodnesena tla pod nogami. Kako jaz danes skrbim za rutino? Predvsem skozi redno gibanje, zdravo prehrano in spanje. To so 3 moja področja, ki jih zadnja leta res ne zanemarim več. Potem imam tudi obdobja, ko v svojo rutino dodam še pisanje dnevnika, kar mi tudi trenutno sicer gre kar v redu. Moji trenutni izzivi na področju rutine je pa vnesti v dan več časa brez telefona, še posebej pred spanjem in ko se zbudim. Naslednji način, kako skrbimo za duševno zdravje, so dobri odnosi, tudi s seboj. Socialne interakcije in povezanost z drugimi ljudmi igrajo pomembno vlogo pri oblikovanju našega čustvenega počutja. V harvardski študiji, v kateri raziskujejo, kaj nas osrečuje, in je, če se ne motim, to najdaljša študija na temo sreče, kaže, da nas bolj srečne in zdrave in zadovoljne delajo predvsem dobri odnosi. Da smo povezani z družino, s prijatelji in širšo skupnostjo. Kvalitetni odnosi so tudi pomembna opora v težkih trenutkih in obenem ustvarjajo pomemben vir zadovoljstva v vsakdanjem življenju. Poleg odnosov z drugimi se mi zdi pa zelo pomembno negovati odnos tudi s samim seboj, ker je notranje zadovoljstvo osnova za dobro duševno počutje. Samospoštovanje in zdrava samopodoba sta ključna elementa, ki vodita do notranjega ravnovesja. Da se zavedamo lastnih čustev, jih znamo prepoznati, da znamo prepoznati svoje potrebe in da poznamo svoje vrednote, ter iskanje potem svojega optimalnega ravnovesja med osebnim, poslovnim in socialnim življenjem, so eni izmed temeljev, ki pozitivno vplivajo na naše duševno zdravje. Zadnji način, kako skrbeti za duševno zdravje, pa je iskanje smisla. V prejšnji epizodi sem govorila, kako sem prišla v stik z logoterapijo, katere ustanovitelj je Viktor Frankl, in terapija v svojih temeljih stremi k sprejemanju tistega dela življenja, nad katerim nimamo vpliva, in k prevzemanju odgovornosti ter uživanju svobode v tistem delu, ki nam pa preostane. V vsaki situaciji lahko poiščemo svoj smisel. Včasih bomo našli smisel trenutka, drugič pa mogoče smisel svojega življenja. Pomembno pa je, da vemo, k čemu stremimo, kakšne so naše vrednote in naša stališča. Ta usmeritev je meni zelo pomagala pri soočanju s tesnobo, ker ko vemo, kakšne so naše vrednote, kje je naš smisel, bomo lažje premagali napore. Vedeli bomo, kako naj se odločamo, katere strahove in kdaj je smiselno premagovati. Ker če je na drugi strani strahu nekaj, kar nam je pomembno, se bomo za to potrudili. Če pa je na drugi strani nekaj, kar nam ni tako zelo pomembno, lahko mogoče ta strah celo sprejmemo in ne pričakujemo, da bi ga mogli premagati. Naprimer, če tudi meni snemanje ni eno izmed najbolj prijetnih in sproščenih opravil, je moj namen, da bi s svojim sporočilom prišla do ljudi v stiski. In če želim priti do ljudi, pač ne moremo stati doma za 4 stenami in samo zase imeti svojo zgodbo in stvari, ki jih želim podeliti. Verjamem, da ko živimo v skladu s svojimi vrednotami, ko živimo svoj smisel, smo tudi najboljša različica sebe.
Obenem se mi zdi pa pomembno, da večkrat preverimo, če naš urnik in dejavnosti, ki jim posvečamo čas, res odražajo te naše vrednote in naš smisel. Po izgorelosti sem na terapiji delala eno vajo, kjer sem v tortni diagram narisala aktivnosti, ki sem jih takrat počela vsak dan. Takrat je bila recimo slaba četrtina namenjena spancu, 2/3 delu, preostali košček pa se je potem razdelil med druženje, šport, recimo tudi branje. In takrat me je terapevtka opozorila, da je smiselno poskrbeti, da je dejavnosti v tortnem diagramu čim več in da se ne zgodi, da bi večino prostora zauzemala samo ena sama dejavnost. Ker če jo in če se mogoče na neki točki zgodi, da nam bo pa ta aktivnost oziroma področje onemogočeno, kot se recimo zgodi glede dela po izgorelosti za nekaj časa, se takrat potem znajdemo v hudi stiski in bomo pač pogrešali to odvzeto vrednost. Poleg razpršenosti vrednot je za dobro počutje pomembno še, da smo pri vseh teh dejavnostih čim bolj prisotni. Da če smo na primer v službi in takrat obžalujemo, da nismo z družino, nas to odvrača od življenja v sedanjosti, ki pa je v resnici edino, ki je lahko pristno in zares doživeto. Torej, da ko smo v službi, smo z mislimi v službi, ko smo z bližnjimi, pa ne razmišljamo po tem, na kjer mail bi še mogli odgovoriti. Upam, da nisem zdaj na koncu navrgla preveč enih konceptov, od iskanja smisla do razpršenih aktivnosti in čuječnosti. Če povzamem, torej 7 načinov, kako skrbeti za duševno zdravje. Spanje, gibanje, prehrana, dihanje, rutina, odnosi z drugimi in seboj in pa iskanje smisla. In naj za konec, kot vedno, podelim še eno misel. Ni sreča tista, ki nas naredi hvaležne. Srečne nas naredi hvaležnost. Hvala za tvoj čas in za poslušanje. Če bi z menoj želel oziroma želela podeliti kaj o današnji epizodi, mi lahko pišeš na Instagramu na profil Vida Igličar. Tam me lahko tudi spremljaš ali pa obiščeš mojo spletno stran www.vidaiglicar.com. Hvaležna bom tudi, če moje ustvarjanje podpreš tako, da se na podcast naročiš ali pa ga podeliš s svojimi bližnjimi. Lepo te vabim tudi k nakupu mojih knjig. Moja prva, ki ima naslov Naj ti povem svojo zgodbo in je spominski album namenjen starim staršem, da vanj zapišejo svojo zgodbo in spomine, je na voljo na spletni strani Grafenauer založbe na www.grafenauer.si. Mojo drugo, 100 dni za boljšo mene, ki je ustvarjena za vse, ki ste v iskanju boljšega počutja, in letos izdano knjigo Vse je v redu, pa lahko dobiš v vseh knjigarnah Mladinska knjiga in na spletni strani www.mk.si. Upam, da te svojo vsebino usmerim k sprejemanju in občutenju zaupanja ter hvaležnosti za vse dobro okoli nas. Upam, da te kdaj pomirim in ti pogled usmerim tja, kjer je lepo, kjer je smisel. Upam, da tvoje srce mirno bije, da dihaš počasi in globoko, da so tvoje misli danes umirjene in da si v redu.